Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes sva v Cerkljah na Gorenjskem. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 25 minut. In pa trenutna lestvica, ki izgleda takole. In se že nahajava pri najinem prvem ribniku. V tej občini sta kar dva ribnika in to je ribnik Lahovče, Lušten in Meranplc. Greva si ogledati še center občine. Za nami je domačija Prpetrovc, ki je bila nekoč stara kmetija sredi 18. stoletja, pa so jo preuredili v večjo zidano hišo z bogato okrašeno fasado. Hiša kaže na premožen življenjski slog lastnikov. Sredi 19. stoletja je dobila današnjo podobo. Nad portalom pa je vklesana letnica 1863, ko je začela delovati kot gostilna. Danes pa tukaj najdemo turistično-informacijski center, muzej, galerijo in pa knjižnico. Leta 1886 je Ivan Hribar, znani ljubljanski župan, kupil staro hišo in jo preuredil v svojo poletno rezidenco. Zanimiva je bogato okrašena notranjost in čudovita lesena fasada. Bila je tudi prva hiša v Cerkljah za električno napeljavo po izgradnji elektrarne leta 1904. V zadnji epizodi sva govorila o prvi slovenski igralki v Hollywoodu. Tokrat pa stojiva pred hišo Ignacija Borštnika, očeta slovenskega gledališča. Igralsko pot je začel v dramatičnem društvu v Ljubljani. Po študiju na Dunaju pa se je vrnil v Ljubljano, vodil dramsko šolo in režiral pomembne igre, med drugimi tudi Veroniko Desetniško. Leta 1894 se je preselil v Zagreb, kjer je 25 let soustvarjal sodobno hrvaško gledališče. Bil je igralec, režiser, pisatelj, prevajalec, pesnik in pionir filmske umetnosti. Odigral je več kot 400 vlog in pustil močan pečat v slovenskem in hrvaškem gledališču. Danes njegovo delo ohranja festival Borštnikovo srečanje, kjer podeljujejo Borštnikov prstan, najvišje priznanje za igralske dosežke v Sloveniji. Zdaj greva pa na grad Strmol. Od 12 srednjeveških gradov na območju današnje občine je ohranjen le še ta. Leži ob cesti med Cerkljami in Dvorjem, pod gozdnatim pobočjem. Nekoč je bil tukaj dvižni most, ki je grad varoval pred Turki. Grad je prvič omenjen leta 1287. Njegov lastnik je bil Veriant Strmolski, pozneje pa je grad večkrat menjal lastnike. V 17. stoletju so utrdili obzidje in prenovili notranjost. Zadnja lastnika sta bila Rado in Ksenija Hribar, ki sta bila leta 1944 tragično usmrčena. Po drugi svetovni vojni je bil grad nacionaliziran. Danes je v lasti države. Grad je ful lepo ohranjen, tukaj je mogoče prespati ali se celo poročiti. Moja sestrična se tudi je. Ob ribniku je tudi kavarna, kamor greva preveriti, ali je kava dobra. In zdaj najin zadnji ribnik v tej občini, ribnik Češnjeve. Okoli ribnika vodi sprehajalna pot.
Zanimivo je, da tukaj živi največji kačji pastir v Evropi, veliki studenčar, Cordulogaster Hyros. Ribnik je del območja Natura 2000, kar pomeni, da ima posebno naravovarstveno vrednost. Češnjevek je bil nekoč znan po opekarstvu. Glinokopi so se sčasoma napolnili z vodo in nastali so ribniki, ki jih pa vidimo danes. Gangnam Style, let's go! Če pa greva malo severno od Češnjeveka, prideva pa v Adragas, kjer stojita cerkev Marijinega oznanjenja in nekdanji samostan. Cerkev je bila prvič zgrajena leta 1238 in ima dolgo ter zanimivo zgodovino. Prvotno je bila lesena, vendar so jo po turškem napadu leta 1471 ponovno pozidali. V njej hranijo najstarejši kip Svete Marije v Sloveniji, ki izvira okoli leta 1220. Pod cerkvijo so katakombe, kjer so pokopane nune. Danes je cerkev še vedno župnijska in ostaja pomemben kulturni ter zgodovinski spomenik. Tudi samostan je bil sprva večinoma lesen, po napadu pa so ga obnovili. Med letoma 1732 in 1771 so ga prenovili. Leta 1782 pa ga je avstrijski cesar Jožef II. Zaprl in preuredil v bolnišnico, kasneje pa v žensko prebivališče. Ime vasi Adragas zveni nemško, vendar to ni povsem tako. Izhaja iz nemško govorečih nun, ki so se tu preselile. Nastalo je iz izrazov, kot sta Andergrasse na ulici ali Andergras na travi, saj se je vas razvila okoli njihovega samostana. Tukaj je tudi glavno in edino mednarodno letališče v Sloveniji, letališče Jožeta Pučnika. V tej občini lahko obiščete tudi smučišče Krvavec. Ta ima približno 30 km smučarskih prog. Krvavec pa ni samo za zimo. Poletje je tudi super za pohodništvo in druge športne aktivnosti. Posebno doživetje je tudi romantična večerja v kabini žičnice na 1500 metrih nadmorske višine. Ima pa Krvavec posebno mesto v najnih srcih, ker so se maja 2025 tukaj tudi poročila. Link do videa o najni poroki najdete v opisu spodaj. In to je vse za danes. 9. od 212 občin končana. Na najini lestvici Cerklje na Gorenjskem skoči na 4. mesto. Spremljaj naju še naprej, tako da se naročiš na najin kanal. To je popolnoma brezplačno. Seveda pa všečki ta video in se vidimo v naslednji občini. Čau!